Zgodovina kositrnih figur se je začela sredi 16. stoletja v nemškem Nürnbergu, ko so jih izdelovalci kositrne posode zaradi vse pogostejše uporabe porcelana in kamenin začeli vlivati zaradi dodatnega zaslužka. V preteklosti so to bile igrače in to je vidik, ki smo ga na razstavi tudi želeli izpostaviti. Na drugi strani pa v 20. stoletju postanejo predvsem zbirateljski predmet, kajti navdušenost nad figurami, ki so bile pretežno vojaškega značaja, je zaradi obeh vojn seveda zelo upadla. Se pravi, da jih začnejo zbirati odrasli moški, velikokrat pripadniki vojske, ker so pač imeli seveda opravka z uniformami, orožjem in so zato tudi mogoče postale priljubljene kot zbirateljski predmet. Večina figur je iz družinske zbirke oficirja avstro-ogrske vojske Ota Gariboldija. Ne predstavljajo samo vojakov, temveč tudi običajne ljudi, živali in prizore zgodovinskih dogodkov. V svojih pravljicah jih je uporabil tudi pisatelj Hans Christian Andersen. Zbirka je semkaj prišla po drugi svetovni vojni. Evropska prestolnica kulture pa se nam je zdela primerni trenutek, da zbirko obdelamo in da se z razstavo postavimo na evropski zemljevid pomembnejših muzejev, ki hranijo kositrne figure. Wir haben in einem Team von österreichischen Fachleuten mit den Fachleuten des Museums hier in 14 Monaten diese Arbeit geschafft. Pokrajinski muzej želi zbirko ponuditi tudi kot gostujočo razstavo prihodnjim evropskim prestolnicam kulture.